ženska zmagovalka, najhitrejša Slovenka, mislim, da je bila takrat Žana Jereb, prišla glih nekaj, ne vem točno, 20 sekund, pol minute za mano, ne, in so vsi njo slikali, ki je lepo z mene prestopila tam, jaz pa na tleh, tako da ja, to je to, no, drugač nisem edini, ki mogoče rab malo počitka, takoj, ko pride od cilja, ampak tako, zanimivo je, da greš recimo 5-10 minut, mogoče počasneje, kakor si sposoben, razlika v tem, koliko ti je težko, je pa krat 10 po mojem. Jaz sem v Berlinu res užival. Jaz priložnost nastopati na olimpijskih igrah enkrat, pa se bi tja v vrsto, edin, če bi me en s kopjem glih istočasno zadev, da bi ga vrgel tam čez 100 metrov, bi po mojem odstopil. Peter Kastelic, živjo, dobrodošel. Živjo. Živjo, Peter. Hvala, ker si malo prehitev. So bila zmenjena, da bom tam 150 gost, da sem pa že prišel na vrsto. Po temeljitem premisleku po Ljubljanskem maratonu sem se odločil, da čim prej pokličem, preden imam še voljo, ja, ker vem, da imaš par dobrih zgodb. Bohet, kaj bo še pri 155 epizodi, če ne bo samo še... Če ne bom samo še vrtel pa recikliral starih klipov, ne hecam se, spoštovane. 68 epizoda je že tole, do 155 ni daleč, ampak če sem rekel Petru Kastelicu, da se sliši o 155, bom obljubo držal, ga takrat še enkrat pokličem, da povedal, kaj bo novega. Danes pa, ja, tisti, ki ga še ne poznate, ga predstavim. Najprej ga moram vprašati standardno vprašanje. Dobil sem te po službi, Pero, vem, da ni bilo časa za tek, pa vendarle, kdaj si nazadnje tekel? Nazadnje sem tekel v soboto, ko smo šli na Obala Trail. V bistvu zelo redko, da je bila to šele druga tekma v celi sezoni. V bistvu naše tekaške skupine. No, nekaj jih je šlo tudi na Ljubljanski maraton, to je resno. Jaz sem šel pa, smo šli skupaj tako malo večjem številu v bistvu na Soča Trail in pa zdaj na Obala Trail. No, in je bilo kar zanimivo, mogoče kakšna beseda več, malo kasneje. Ja, zdaj sem presenetil, Peter Kastelic, znani cestni tekaš, se je preselil tudi na traile, zanimivo. No, 2 stočnici boste z tega sledili, ampak greva po vrsti. Ker danes še nisi tekel, pa jaz tudi ne, no. Ampak ti delaš vendarle tudi na Atletski zvezi, večkrat se vozim tle v Kranu, bim vojašence, pojdem vojake, zjutraj, ki morajo laufati, in pa sem pomislil, včeraj, zakaj pa na Atletski zvezi, a ne, vsi zaposleni nimajo zapovedanega jutranjega laufanja, da morajo tudi delati samo vojaki? Ja, to je bila dobra ideja, ne. Čeprav Marija Šestak, ki je troskokašica, ne vem, če je bila prav navdušena. Vsakič, ko pride kakšna debata na tek, začne bolj ne zavijati z očmi. Ampak ja, ostali smo pa kar športni, no, tako da po mojem bi bilo to kar izvedljivo. No, predsednik Roman Dobnikar, če tole poslušaš, evo, ali pa gledaš, mogoče ideja za sezono 2022, Marija Šestak, se globoko opravičujem, če sem te namočil. Ampak danes malo, drage dame, dragi gospodje, nihče drug kot pero slovenske atletike, Peter Kastelic, nekdaj odlični slovenski atlet na stezi, na cesti, tudi večkrat je zmagal. Je tudi tekaški trener pri podjetju Gibic, sicer pa velik poznavalec slovenske atletike in tekaške scene, zaposlen tudi kot sodelavec za marketing in odnose z javnostmi na prej že omenjeni Atletski zvezi. Spomnimo se ga tudi kot dolgoletnega športnega novinarja portala Siol, pa seveda tekača, ki se je uspešno izogibal maratonu, dokler ni pretekel prvega. Peter, dopolni me, prosim, sigurno sem pozabil kakšno tvojo pomembnejšo postavko CV-ja. Pa ne, se v bistvu si kar zajel, no, ampak mogoče, ko si že prej omenil, da sem te presenetil s tem trailom, ne, Mogoče marsikdo ne ve, da sem jaz začel sploh s tekom oziroma z atletiko prek gorskih tekov. Kada jaz sem bil v prvi vrsti gorski tekač, takrat trail teki še niso obstajali, saj pod takim imenom, tako da takrat je vse spada to pod gorske teke, no, tako da potem sem jaz šele v mladinski kategoriji, če govorimo zdaj o tem tekmovalnem delu, je bil predvsem gorski tek, potem pa počasi sem malo presedlal na stezo. Tako da pol, ja, kakor si sam rekel,
v bistvu po neki končani aktivni karieri, pa v bistvu so prišle te daljše razdalje. No. Tako da jaz, ko sem recimo temu bil resen tekmovalni tekač, v bistvu si nisem predstavljal, da kdaj tekel polmaraton ali pa maraton, no. Tako da to je prišlo pol kasneje, ko si malo starejši. No, če smo pri kraljevski disciplini, zdaj, ko si malo starejši, si rekel, kakšen je pa zdaj odnos do te distance? Nekaj si jih pretekel, kakšen ga najbrž še boš? Ja, nekaj sem jih pretekel, no. 2 sta bila v bistvu tudi malo bolj ponesrečena, kar pomeni, da na eno nisem prišel do cilja, pa enemu sem pa bolj prehodil do cilja. Ampak tako, no, jaz sem v bistvu, ko sem v Valenciji tekel, mislim, da je bilo to 2016, takrat sem rekel, če tečem pod 2:40, verjetno ne bom več, no, pa je bilo pa 2:40, 23, takrat sem rekel, da moram še, no, čeprav, ja, mogoče, sigurno boljše, kaj ziher si bom še kakšen tak cilj postavil, ampak to bo čisto projektno, jaz v bistvu, da bi zdaj resno ali pa sistematično tekel, zdaj že par let ne, no, tako da bolj kar tečemo skupino, pa tudi tako, kar se tiče odločanja, na kjer tekme se bomo udeležili, zdaj malo prepuščam malo mojim tekačem, ki smo že bili, pa jim je všeč, ali pa če dobimo kakšno novo idejo, ali pa se tudi kakšen nov tek pojavil, tako da v bistvu jaz samo malo spremstvo, ko je pa tekma, ne, pač toliko pa še vedno imam te tekmovalne žilce, da če grem na štart, bom redko zdaj tam neki kasko celo progo, pa bom šel, da se zgonem, pa da vidim, kje sem. No, ti si dokaj zanimiv tekač, sem eno istočnico si zapisal, da te moram vprašati. Če še razmišljaš, da bi se tekmovalno malo boljš pripravil, ampak vem, da ti zmer praviš, da tek niti ni tvoja prva prostočasna izbira, delč od tega, da pač večino časa tečeš s svojimi varovanci, kadar tečeš, da sam se pa redko kdaj odpraviš prav namenoma na tek, tudi zaradi tega, da bi treniral. Ja, če sem čisto odkrit, jaz letos nisem še niti enkrat teč sam. Kar pomeni, da bi bil doma, pa ne bi vedel, kaj bi delal, pa bi rekel, da grem malo teč. Grem peš, tudi sam, ne vem, tle v Ljubljani na Rešico, Šmarno goro, sploh ni panike, ampak ja, da bi pa zdaj še teč. Ja, če bom imel spet nek cilj, neko tekmo, pol še, pa še to, če grem sam, da ni to nek trening, ki ga imamo z Gibitom, si ponavadi rabim vsaj še enega ali pa 2 zraven malo za motivacijo, no, tako da letos je bilo tega najmanj v zadnjih 20 letih, po mojem, no, letos sem najmanj pretekel v zadnjih 20 letih. Si morda zato izpustil ljubljanski maraton, ker smo te pogrešali, bil je tak malo retro, celo v 2 krogih je bil spet izveden? Mislim, maraton je bilo celo tako, da sem na koncu celo prijavljen, ampak je bilo, bil sem nekaj malo na pol bolan tisti teden prej, na fuzbalu, ki ga enkrat na teden rekreativno igram, sem tudi 14 dni prej, malo tako čuden padel, tako da je v bistvu še nek malo stopalo, pa malo mečna mišica bolela, tako da če bi šel res tako rekreativno, no, ampak na koncu, ko pa še zdravim, nisem bil 100%, pa ker sem glih en dan kasneje na neko mini potovanje po Jordaniji odpravil, sem rekel, da ne bom šel na tek po pol obležiti, tako da sem pol predal štartnino eni naši tekačici, tako da je ona tekla namesto mene. Drugače bi šel. No, ampak ja, jaz sem pa šel, no, bilo je zelo domače, ker bo manj ljudi, pa maraton že omenjeni v 2 krogih. Moj prvi maraton... Izvoli. Prosim, da te prekinem, drugače bil sem tam, tako da kako je potekal, pa to vstaje, sem bil ves čas, sem slikal, tako da sem tebe pa v bistvu nekako, da sem te zgrešil, ker sem bil praktično celo 21 in ja, 42, pa res nisem bil do konca, no, tako da zgrešil, no. Športni novinarji ponavadi tudi idejo z maratona po 2:15, ja, ko se rekreativni tekači šele dobro ogrejemo v drugem krogu, ampak nič ne de. Ja,
Vse je bilo super. Spominjal sem se, hotel sem ti reči, ko sem tekel tudi na svoj prvi maraton po 15 letih v Ljubljani, moj je bil v Ljubljani prvi. Tvoj, kot vem, je bil tudi prvi v Ljubljani. Spomnim se ne ciljne fotke, ko si klečal v tem cilju. Mislim, da se ni zahvaljeval Vsevišnjemu, ker ti je poslal okrog, ampak da si da kasneje rekel, da tako še ni strpel, pa da se tega ne greš več, ampak kot ponavadi pri maratonih si tudi požaril besedo. Kako je bilo takrat? 2013, če se ne motim? To je bilo 2013, ja. Tist je bil moj prvi maraton, ki je bil res težek. No. Mislim, težek zato, ker sem šel. Jaz sem tako, jaz v bistvu vem, da se dosti ne pripravim, ampak vseeno imam pa un cilj, ki si ga pa že prej postavim, kot da se bom dovolj pripravil, še vedno ostane pol, ne. Tako da pol, ja, mučenje je bilo, no, takrat je bilo tudi tako, da je bilo v bistvu, sta bila 2 kroga, pa to me sploh ne moti, 2 kroga v Ljubljani, težko bi sploh rekel, ne vem, težko ocenama je 1 krog boljši ali 2 kroga boljši, to je po mojem čisto odvisno od tekača, jaz bi skoraj rekel, da sta mi bila 2 kroga boljši. Problem je bil, ker sem sam ostal, problem je bil, da sem jaz 15 kilometrov na koncu tekel čisto sam. Sreče en kolega, malo na kolesu me je spršel, pa se malo drl, da me je vsaj malo zmotiviral, ampak zadnjih 10 kilometrov, pa zadnjih 5 tam po Dunajski se je tekel v obratno smer proti centru. Tisti je bilo res težko, no. Tisti je bilo mogoče, če ne bi bil prvi, pa da veš, da moraš priti v cilj, pa to takrat vprašanje, če bi jaz do konca zdržal. Ampak ja, bilo je tako, da sem prišel pač čisto zmučen v cilj. Tako da sem malo zalegnil tam par metrov po črti, no, pa je bilo pa, zakaj sem zato na vseh teh fotkah znašel, mislim, da je celo fotka v tisti knjigi, oziroma ja, v knjigi o Ljubljanskem maratonu, je pa glih zato, ker je glih takrat ženska zmagovalka, najhitrejša Slovenka, mislim, da je bila takrat Žana Jereb, prišla glih nekaj, ne vem točno, 20 sekund, pol minute za mano, ne, in so vsi njo slikali, ki je lepo od mene prestopila tam, jaz pa na tleh, tako da ja, to je to, no, drugač nisem edini, ki mogoče rab malo počitka, takoj, ko pride od cilj, ampak ja, te fotke so pa pač potem v naključju ratale, da je pač Žana takrat prišla v cilj in so pač vsi fotkali. Zdaj, recept za vse, ki želite biti na naslovnicah, mešite se zmagovalkam pod noge, ko pridejo v cilj, je res, da je treba kar malo hitreje teči. Ja, tam v Ljubljani je bilo to, da je dosti takrat dobre 2 uri 40, zdaj letos bi bilo še kakšno minuto boljš. Kaj pa, naslednjič sem te na maratonu srečal, kar malo presenetljivo, nisem vedel, da boš tam v Berlinu, sem da leto dni kasneje, ja, sem rekel, tudi Kastelic, ki je rekel, da je to prvi in zadnji maraton v Ljubljani, si je premislil. Tam sem te pa videl, mislim, da v družbi s Heleno Javornik, nekaj bolj ležerno, pa še vsem mislim, da ste šli po 3 urami. Ja, to je bilo pa res, mislim tako, jaz sem takrat po onem prvem maratonu v Ljubljani rekel, da nam nobenega več in sem kar dosti resno to mislil. In zdaj, če ne bi bilo tega Berlina, jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da bi ostal pri tistemu enem in edinem maratonu prvem v Ljubljani. Tako da to je bilo pa res naslednje leto čist po naključju in sicer je bilo tako, da je takrat bil še nek tek v Arboretumu, kjer je pač glavni sponzor že tam podaroval neke štartnine za berlinski maraton in pol je bilo tako, da je v bistvu, mislim, da Atletska zveza prejela eno štartnino za enega novinarja. Ne, in pač takrat sem jaz delal na Siolu, pač sem bil atletski novinar, tako da so mene v bistvu iz zveze kontaktirali, mislim, da 2 meseca pred maratonom, če bi jaz tekel v Berlinu. Ne. Jaz pač spet totalno nepripravljen, ampak če ti pa en podari štartnino na pač najhitrejšem maratonu, v bistvu najbolj prepoznaven, vemo, da so pač skoraj vsako leto je tam svetovni rekord padel v družbi res najboljših tekačev, sem pač takrat nisem niti razmišljal, sem rekel, ja, bom že nekaj, ja, bom probal kaj natrenirati v teh 2 mesecih, lahko da bom čez prišel, ali pa bom pač vzel vse skupaj bolj na easy, no. Tako da to je bila res lepa izkušnja, no. Takrat smo bili, vem, da je bil tvoj prejšnji gost Jure Kušer, je bil tudi zraven, nekako prišel tudi zraven na podoben način.
bil je, mislim, da takrat Roman Kejžar, poleg tebe pa še, mislim, da Helena Javornik, tako smo bili res, pa mislim, da je bil še od Finance novinar, tako da taka lepa družba smo bili, mislim, enkrat smo prespali 2-krat v Berlinu. Tek je bil pa glede na pripravljenost sem si ga malo bolj v izi vzel, takrat sva res tekla s Heleno skupaj, cilj je bil, da greja pod 3 urami, tako da do 35 kilometra sva bila skup, na koncu sem jaz celo mečken šel naprej, ker sem se mogoče malo bal, da ne bi lih tako padla, da bo šla nad 3 ure, no pa pol je bilo, sva oba prišla pod, mislim, da sem jaz 2 uri 58 in v bistvu tako, zanimivo je, da greš recimo 5-10 minut mogoče počasnej, kakor si sposoben, razlika v tem, koliko ti je težko, je pa krat 10 po mojem. Jaz sem tukaj v Berlinu res užival, pač bolel me je, praktično mi ni nič, no, če me 1 let prej, ker sem bil kao bolj pripravljen v Ljubljani, vse bolel, pa sem se res smatral, sem tukaj dejansko lahko in spremljal, kaj se dogaja okoli mene. Res je to ta razlika, ker sem prej rekel, da tam v Ljubljani sem tekel sam po praznih ulicah, tle si tekel, kljub temu, da tečeš pod 3 ure, pomeni, da je skozi 10 ljudi okoli tebe vsaj, baš na progi se ful dogaja, tako da tisto je bilo praktično, bi lahko rekel, da sem nam rekel, zdaj prišel svež cilj, ampak tako res brez trpljenja, čist druga izkušnja. No? Tako da, glede na ono izkušnjo je bilo pol tako, ok, to zna biti maraton čas tudi čisto ok, tako da bomo šli še kdaj. No? Tako da, pol pa za naslednje, mislim, da je bila Valencija, pol naslednji je bil pa pač, kot sem prej rekel, to so bili pa pol že malo tekači krivi, da so izrazili to željo, da gremo še en maraton mogoče nekam ven provat. Tako se je pol nadaljevali, da jih je še par padli. Zdaj si že prej omenil večkrat Valencijo, Berlin so obdelala, to sta 2 najhitrejših maratonov v Evropi, na svetu, pravzaprav Berlin prav gotovo se je svetovni rekord. Tudi 2014 je padel svetovni rekord, Denis Kimetov ga je postavil in Eliud Kipchoge je pol rabil 4 leta, da je tisto znamko znižal, no, tako da počas boš mogel iti spet v Berlin, ker tam bi radi svetovni rekord, pa jim ne ratuje zdaj, jih najboljš, oziroma če ne v Berlin, kam bo pa šel Peter Kastelic napadati 2 uri 40 za božjo voljo? Zelo težko rečem, zaenkrat še ni planov nekje za nikamor, ampak letos, konc leta so tekači spet nekje v Valenciji za naslednje leto razmišljali. No. Tako da problem je v tem, če bi bili to isti tekači, ki so že bili prvič, bi verjetno hoteli kam drugam, se pa glih pri nas tudi tako malo zamenja, da so zdaj drugi, pa slišali so same dobre izkušnje z Valencijo, pa pač meni, kot če bom pač organiziral to odpravo par dnevno, mi je pa v bistvu tudi dost bolj preprosto, če gremo nekam, kjer smo že bili, kjer že vse poznamo. Tako da, mogoče drugo leto v Valencijo, ampak ni to še nič ziher, nič določen, itak bomo videli, kaj sploh bo, če se bo sploh dal normalno potovati in tekmovati. No, jaz upam, da ker to že malo predolg cajt vse skupaj traja, no, ampak sigurno bo pa nekaj, kar je na terminu jesen oziroma na začetku zime že skoraj, ker v bistvu mi tekači začnemo resno spomladi s 1. marcem trenirati, tako da bi bilo čisto premalo, da bi mi zdaj organizirali že recimo aprila ali pa konc marca kakšen maraton, tako da v bistvu samo tako celo sezono treniramo, pa v bistvu jesen. Ponovadi je pač itak ljubljanski maraton, rečemo temu zaključek sezone, no, potem pa te, ki so pa malo boljši, pa v bistvu imajo mogoče še malo več motivacije, pa malo višje cilje, pa potem še po Ljubljani, gre po Ljubljani na pol maraton, pa pol novembra ali pa decembra najdemo še en maraton. Tako da, če bi čisto zdaj na pamet rekel, vem, da je takrat so še Firence, ki bi bile lahko potencialni. Prav velikih pa ni, no, razen zdaj, če bi šli čez lužo, ampak to je pa že tudi malo bolj finančni zalogaj, pa malo več si moraš prevzeti. Tako da, ne, jaz mislim, da kandidata so tle, v Italiji ali pa Valencija. Si dobro povedal, ja, to drži. V Valenciji smo tudi mi že bili, da je bil to zadnji naš izlet
v tujino pred korono, no, in lahko iz prve roke potrdim, da gre res za fantastičen maraton. Nima za manj odličnih časov, tudi svetovni rekord na polovički lanskega leta je iz Valencije. Ampak, če so že tako napolno zagrizla v maratone človeka, ki do pred kratkim maratonov niti maral ni, dejva pogledati bolj nazaj, sicer spet pri maratonu, na Ljubljanskem maratonu je prvi zapis v statistiki iz leta 1997, ko je Peter Kastelic laufal, če se ne motim, rekreativni tek, tistih 7 km je to bilo, to je že davnega leta nazaj. Kako? Takrat je pisal tam zraven, nam je z kluba osnovna šola Danile Kumar. Bil si star 13-14 let, ko si to upravil, kako pa si se sploh znašel v tej žlahtni tekaški disciplini? Pa atletiki nasploh reči. Najbolj smešen je, da sem jaz to tako, jaz malo te letnice, pa to malo pozabljam, kdaj točno je kaj, no, in ko sem jaz recimo na Siolu pisal članke, ko smo začeli, kaj ta Ljubljanski maraton vedno večji ratval in je bilo tudi potem, smo temu vedno več pozornosti posvečali, tudi medijsko in vedno več člankov in vedno več vsega, ne, vem, da sem jaz pisal vedno tudi zgodovino Ljubljanskega maratona, tisti članek, in sem imel one slike iz leta 96, ki je bila prva izvedba, pa se mi je zdel, pa kdo je takrat laufal, pa to je tok nazaj. In pa sem jaz malo pozabil, da sem jaz na drugi izvedbi dejansko laufal. To je bila druga izvedba. Spomnim se praktično nič, niti kje smo laufali, niti ne, v bistvu nimam čisto nobenega spomina. On tek malo sem pol brskal po rezultatih. Enkrat vem, da sem videl, da je bil Srečko Katanc pred mano, par mest. Tako da, ampak zakaj pa osnovna šola je, pa, ker sem dejansko takrat bil še očitno v osnovni šoli. Zdaj ne vem, a je bilo tako, da je takrat po mojem šolskih tekov še ni bilo, ampak po mojem nas je šola prijavila, no, ali pa dejansko nisem vedel, kaj naj drugega opišem, ker pač kluba nisem imel, še takrat treniral, sploh tudi nisem, tako da zdaj kdo me je sploh pripravil do tega, da sem šel jaz to teč, se res ne spomnim, ampak ja, mogoče, zdaj, da bi nas šola prav prijavljala na ta rekreativni tek, to se mi zdi malo sumljiv, da bi bilo resno, ampak ja, po mojem tam nekaj si mogel pisati, pa sem jaz napisal osnovna šola Danile Kumar, po mojem, no. Ampak ja, tekel sem, to je pa tudi vse, v bistvu sam to, kar v rezultatih piše, to vem, da je bilo, drugače pa res se ne spomnim tega teka prav nič. Ne vem, ne kaj je bilo vreme, ne kje smo tekli, ne kje je bil štart, ne kje je bil cilj, ne se ne spomnim. To te bom spomnil, štart, cilj sta bila na Prešercu, laufali se iz Prešerca proti Šubičevi, potem smo tam zavili proti Rožni dolini, tam pod Železnico, in Sedemka je obrnila nekje na 3 km pa pol, dol levo proti Rožni dolini, pa šla nazaj v center, mi smo šli pa pač naprej tja v Mostec in tako naprej, da boš mogoče kakšen fragment se kdaj spomnil, ja, sicer pa tega je res že 24 let nazaj. In takrat je bil Peter Kastelic, še mladi obetavni atlet, ki je, kot si rekel, zašel v gorske teke. Ampak zakaj najprej v gorske teke? To je zanimivo. Ponavadi mladi atleti se začnejo kaliti na stezi, ampak ti si šel pa najprej v klanc. Ja, po moje, to je zdaj tako, spet je vse malo so spomini, malo je predvidevanje za nazaj. Zadeva je tako, da jaz nisem treniral atletike takrat. Jaz v osnovni šoli večinoma že v osnovni šoli treniral atletiko in to pomeni, da so hodili na štadion in tam trenirali. Jaz sem treniral v osnovni šoli košarko, praktično celo osnovno šolo, pa še marsikaj zraven, kar so bili krožki na šoli, tako da sem kar iz krožka na krožek hodil, no, tako da aktiven sem bil res ful, tako da hodil sem tudi na krose, pa atletska tekmovanja, pač te šolske zadeve. Ja, na teh čisto občinskih sem zmagoval, ampak se spomnim, da v osnovni šoli, če sem pa prišel, ko se vrstiš na državno, v finalu sem bil, ampak tam so bili pač atleti, ki so imeli za sabo 5, 6, 7 let treningov
tako da tam so bili precej boljši nekateri. No? Tako da potem sem pa, jaz se spomnim, da sem začel z gorskimi teki. Prvi tek, mislim, da je bil tek na Šmarno goro, za pač ta krajša proga, ne, za pionirji smo bili takrat. Tako da to sem šel po mojem čist, ker sem videl, da je. Ker je po mojem, ne vem, verjetno je Potter tudi imel kaj, tako da je poznal, da se nekaj dogaja na Šmarni gori. Tako da, ja, smo hodili peš večkrat gor, zihar je bila kakšna reklama, da je tek, ajde gremo, sem se prijavil in sem bil, mislim, da na unem teku drugi. In po mojem je potem tam, pač, ko si enkrat na takem teku, ali da kaj vprašaš, se s kom kaj pogovarjaš in sem imel predstavo, da to obstaja. Šmarna gora je vedno oktobra, tako da takrat se je v bistvu sezona končala, tako da takrat nekih tekem po mojem ni bilo več, pa se pa spomnim, da sem v bistvu spomlad, ko se je začela nova sezona, nove tekme, sem šel pa mislim, da na te pokalne tekme, vem, da je bila v bistvu tek v Mežici, je bil, pa to je bil še tek na Lubniku, v Škofji Loki, to sta teka, ki jih zdaj že dolg časa ne več v tem pokalu. In tam sem v bistvu malo spoznal te tekače, ostale, ki so bili večinoma gorski tekači. Nekako so mi rekli, da če hočem jaz tekmovati, mogoče tudi, če bi hotel kdaj na stezi tekmovati, je da fajn, da si najdem en klub, no, tako da tam sem v bistvu spoznal Domna Jarca, ki so pol dolg časa tudi trenirala skupaj, danes je tudi on trener še v Domžalah. Tako da on je takrat treniral pri Lojzetu Pungarčiču in on me v bistvu predstavil trenerju, no, in Lojze je pač bil pol celo mojo kariero moj trener. On je imel pa tako, on je bil takrat itak nacionalni trener za gorske teke, imel je tudi že prej veliko dobrih tekačev na stezi, tako da je bil v bistvu vse stranski, tako da me je on počas, potem, ko smo videli, da sem to dosti hiter, malo preusmeril na stezo, sem rekel gorske teke. Mislim, zdaj sem kombiniral kar nekaj let oboje, no, ampak je bilo tako, da so rekli, ti si dosti hiter, bomo še malo na stezi probali, tako da pa sem šel počasno za onih par let glavnih na stezo, ampak kot rečeno, jaz sem vedno rajš tekel v naravi oziroma danes so to traili, včasih bili gorski teki, tako da to ni neki novega ali pa nepoznanega. Jaz praktično vse gorske tekače dobro poznam od prej in zdaj, tako da tudi z veseljem pridem na kakšno tekmo, če ne drugega pa slikati, kaj vse je pa tako, da lažje 10 kilometrov po ravnem nepripravljen skupaj spraveš, kakor nek tek na Grintovc, 10 kilometrov pa zraven še 2000 višinske, no, tako da, ampak ja, če bi zdaj grem veliko rajšno na kakšen trail ali pa tak, rečemo temu tak gorski tek, ki ni glih ekstremna strmina, kakor pa na neke uličarke ali pa, mislim, na stezi me pa itak že 10 let po mojem ni bilo. Na intervjuju si nekoč dejal, da atletika, posebej ta stezna nikoli ni bila ti toliko pomembna, da bi v njo vse vlagal, da si bolj filozofiral ob tem in iskal možnosti, kako z najmanj napora največ ven potegniti, ne se ta najmanjša linija odpora, s to mi všeč pristop. Poznam nekaj takih tekačev, malo jih je, poznam jih tudi par, ki so pretrenirani in ponavadi ti prvi, da druge prehtevajo in noben mi ni jasen, kako lahko človek z 500 km na let prehiti nekoga, ki jih ima 3000, ampak tebi je ta koncept deloval. Zdaj, glavno vprašanje, ki se mi poraja, a ti je kdaj trener rekel, Peter, daj malo bolj zavzeto treniraj, ti imaš tak potencial, da si lahko še precej boljši. Namreč na stezi si tekmoval, recimo, in to so discipline, ki jih vsak pozna, 800-1500 metrov in to je zelo merljivo in se da zelo dobro primerjati, kje si pri določenih letih in kaj lahko narediš, recimo. Mislim, trener je mene zelo dobro spoznal, pa je zelo dobro vedel, kaj mi paše, vedel je, kdaj sem utrujen, kdaj ne. On je ponavadi sam na treningu, ko sem tekel, glede na to, kakšen korak sem imel, vedel, koliko je ura, no, tako da sigurno si je želel, ampak da bi me kaj preveč silil ali pa to pa ne, ker on je dosti hiter videl, da če smo šli malo več, da
se jaz nisem glih najbolj obnašal, to velja. In kar se motivacije tiče, meni bi se, če bi po mojem pretiravali oziroma veliko trenirali, bi se mi zadeva zelo hitro lahko zamerila, pa bi po mojem še prej nehal. Pa dejansko je bilo tudi tako, da čim smo malo več pri vseh stvareh zraven, ki sem jih še imel, jaz praktično nikoli nisem samo treniral, niti enega tedna v življenju, da ne bi imel ali službe, ali šole, ali faksa. Tako da, ne, čim smo malo probali dodati, sem bil jaz utrujen, pa je bil kvečjemu zdaj negativen učinek. Zdaj, ja, drugo bi bilo, če bi zdaj rekli, pustimo vse, pa gremo 100% v atletiko, ampak ne vem, tudi zdaj, ko gledam nazaj, očitno te želje ni bilo z moje strani nikoli, tako da sem vedno pač delal šolo zraven, delal faks zraven, tako da ne, v bistvu težko zdaj, vse včasih se kdo vpraša, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se mi zdi, da je to brez veze razmišljati. Imel sem priliko, če bi bilo dosti motivacije, pa sem imel to možnost, ne? Tako da očitno ni bilo, očitno je moglo biti tako, kaj je bilo, no? Toliko treninga, toliko vseh drugih stvari, da se mi tudi ta trening, ki je bil, ni zameril, ko moramo vedeti, mogoče zdaj predanal kdo od gledalcev, zdaj slišal sam to tek zameril, pač moramo vedeti, da pač, ko tečeš ti zase rekreativno, to je užitek, ko pa ti treniraš atletiko, tako kot vsak drug šport, so pa to na trenutke, tudi garanje, greš na trening, ko ti kdaj ne paše, ne? Ko tečeš zase, greš takrat, ko ti paše, ko pa imaš ti trening na urniku, je pa odzuni dežuje ali odzuni pol metra snega, pač ob določeni uri je trening, trener je vedno rekel, jutro ob 6 je trening, jaz bom tam, pričakujem, da boste tudi vi, tako da ni bilo nobenega vprašanja pa predstavljanja, tako da, ja, malo je razlika, no, če s tem, da, ja, nekateri oziroma večinoma mojih vrstnikov oziroma mojih sotekmovalcev pa saj po pogovorih in to je treniral še precej več, kot jaz, tako da za tist moraš pa res, po mojem, imeti res rad tek in to, kar počneš, kar ne pravim, da pri meni ni bilo daleč od tega, ampak nisem imel pa tokrat, da bi zdaj 2-krat na dan treniral, pa se pač gonil do nemoglosti, no. No, glede na tvoje rezultate, bi rekel, da je ta fina linija med preveč, premalo in ravno prav pri tebi se vse našla. Koliko naslov državnega prvaka imaš, da še malo tvoj spomin preverim, evo? Pojma nimam, ker je v bistvu, mislim, kar veliko, vem, da je enkrat celo, upam, da nam zdaj kaj narobe rekel, ampak po neki statistiki sem bil po naslovih, mislim, da so se upoštevali atletski pokali Slovenije, ki je nekako primerljivo, pa državna prvenstva, sem bil celo nekaj časa, zdaj se je verjetno že kaj spremenilo, ampak takrat, ko sem nehal, mislim, da sem bil celo na 3. mestu v vseh atletskih disciplinah, med vsemi, kar pomeni, mislim, tako, tekači, pač več disciplin sem imel, pa zraven so se, mislim, da še gorski teki, štel, pa krosi, tako da s tem sem pa kar nabral veliko enih naslovov, no, tako da te točne številke, ne vem, mislim, da je čez 50, ampak pa to so tudi vse kategorije, mislim, v pionirski itak še nisem tekmoval, tako nisem imel nobenega, ampak to je mladinska, mlajša članska kategorija. Spomnim se, da 1500, mislim, da sem jim 5 let zaporedno bil državni prvak, je bilo pa to tam po mojem od 2003 do 2004 do 2008, nekaj tazga, no. Zdaj najboljši sezoni moji sta bile na stezi 2006, 2007. Tako da tudi to je že v 15 let od tega, no. Tako da hitro gre čas. Več kot 50 naslovov, spoštovane, no. Vem, da mi je rekel Mitja Krevs v tem podcastu, da jih je 39 naštel, pa nekaj takega, mislim, da jih ima Helena Javornik. V prvem kažu sem spomnil, so o tem govorila, no, ampak kdo bi si mislil, da je pa Peter Kastelic tisti, ki vse omenjene nese z državnimi naslovi, in če bi ga zdaj vprašal, ali bo naslednje leto naskakoval še državni naslov v maratonu, bo rekel, kam
Mislim, zakaj pa, a ne, tega imam pa res že dovolj. Jaz samo upam, da sem rekel, kakor to prav številko, lahko pa preverim, ker po mojem bi celo imel to, ki je zapisano. No. Tako da bom preveril, če kje piše, pa sporočim, da nismo čist mimo tekali, pa da si bo kdo mislil, kaj si zdaj ta zmislil. 6 jih ima. 6 je govori po 50, vsak je 3-krat števal, po 14-krat. Ja, dobro, no, sej, meni so všeč ljudje, vsebi atleti, ki ne vejo, koliko imajo državnih naslovov. To pomeni, da morda ne jemljajo vsega skupaj toliko smrtno resno, da bi še po 15 let po končani atletski karieri vsak dan memorirali te številke. Menil si najboljša leta 2006, 2007, takrat si bil zelo uspešen, no, 800 si laufal, potem pa 1500. Kjer je bila tvoja glavna disciplina na stezi? 1500 sem je tudi najboljši rezultat. 800 se nikoli sploh nisem nekaj pripravljal, tako da 800 sem tekel kot predpripravo na 1500, tako da tudi moj osebni rekord na 800, ko sem ga šel, slučajno je bil tako, da mislim, da sem najprej postavil na 1500, to je bilo v Grčiji, v Solunu, potem je bilo pa čez 14 dni meeting v Velenju, pa 1500 ni bilo, je bilo samo 800, pa pač ta meeting smo takrat, če je le bila tvoja disciplina, si pač nastopil, ker to je šlo le za največji pa najboljši meeting v Sloveniji številna leta, tako da tam sem šel na 800, pa ker sem bil očitno pač v formi, takrat pač rekorde lahko postavljaš, mogoče tudi kakšne disciplini, kateri sploh drugače se nisi pripravljal na njo. No. Tako da enako mislim, da je bilo v isti sezoni še recimo tudi 2000 stipel sem takrat rekord tekel, ker sem tudi šel, ker tudi po mojem celo sezono ali pa že par let nisem čez zapreko sploh skočil, pa ne vem, kaj je bilo to. Je bilo na kakšnem ekipnem, mogoče na ekipnem prvenstvu, da se takrat tekel 2000 zapreke, pa smo v klubu dali še to tečno, pa ja, ko je forma, pol gre, ni važno, kjer razdalje. Koliko ti na 1500 manjkalo do državnega rekorda? Do državnega rekorda mi pa manjka 6 sekund, jaz 3:39, mislim, da 3:39 je državni rekord, jaz imam pa 3:45. Problem je, pa jaz mislim, da jaz bi lahko tekel, nam zdaj rekel, koliko hitrejš bi tekel, ampak vsaj tle nekje bi imel lahko malo večjo gostoto rezultatov, pa je bilo problem, da takrat smo v bistvu zelo malo hodili v tujino na tekme. Ne. Če si ti bil res vrhunski, da so te res jemali na te večje mitinge, pa si pač imel tekme, med tem, ko tle s tem rezultatom 3:45, 3:50 je pa v bistvu tako, mogel biti na svoje stroške, pa takrat je bilo vseeno malo dražje potovati tle po Evropi, noben ti verjetno niti ne bi kriv s tem rezultatom, ne bivanja, niti nič, no, tako da v bistvu smo v Sloveniji bolj kane se matrali, razen sreči so bili te reprezentančni, te ekipne tekme reprezentančne, danes je to včasih, to je bil Špar pokal včasih, zdaj se to imenuje prav Evropsko ekipno prvenstvo, no, tako da tudi v bistvu so le to edine moje malo močnejše tekme v neki mednarodni konkurenci in pač se je takoj videl, da imam jaz v bistvu vse osebne rekorde, razen 800, ki je bilo v Velenju, ki je spet močen meeting, pa so bili tudi tekači, 1500, 3000, imamo v bistvu oba rezultata iz tega mednarodnega tekmovanja, osebne rekorde in jaz sem bil recimo vsaj ne vem, 2-3 sezone približno isto pripravljen, ne, pa pač nisi mogel odteči tle v Sloveniji, ponovaš tudi, če si kakšne zajčke si zrihtal, je to čisto drugo, ker tam nekaj gledaš na uro, pa malo preverjaš, če on zajček pred tabo je zadev ali ni zadev. Ko ti prideš na neko tekmo, ki je malo močnejša, se sploh ne oziraš, ti probaš držati skupino, tako da jaz recimo glih ta moj rekord na 1500, ko sem tekel v Solunu, to v bistvu, ko sem jaz v cilj prišel, nisem sploh vedel, koliko sem tekel. Jaz sem v bistvu držal, niti vmes nisem preveril, koliko gre hiter,
tekma je bila itak pomembna za reprezentanco in si zbiral točke in je bila uvrstitev pomembna, tako da v bistvu je bil rezultat čistko, nam rekel, drugotnega pomena, ko vsak zase pač za rezultat teče, ampak v tistem trenutku sem jaz samo držal skupino. Na koncu je bil še tako, da smo vsi tekači prišli zadnjih 200, mislim, da skup, tako da tam si šprintal, nisem niti gledal na semafor, ker sem prišel na tribuno, sem v bistvu zvedel, koliko približen sem tekel, pa pol, ker so pač uradni rezultati prišli. No. Ampak takrat sigurno nisem še mislil, da je to, da bo to ostal moj osebni rekord, ampak ni bilo neki ful velik tekem, pa sem še, mislim, da je dvakrat tekel 3:47, enega to Velenju, pa ne vem, je bilo še nekje od zunaj, ampak to je glavno recimo, kar sem v bistvu v moji karieri pogrešal, predvsem ful več močnih tekem. Zdaj, pa da si delno sam kriv, ne, tudi sam moraš neki vložiti mogoče, pa bi mogel parkrat nekam v tujino, ampak pa sem imel pa proti koncu tudi eno malo bedno izkušnjo, ker sem pa končno se odločil, da gremo. Bil sem spet ful dobro pripravljen, pa sem šel v Nemčijo na en meeting, pa nekih podrobnosti niti ne bi razlagal, kaj pa kako, ampak bilo je tako, no, da sem v bistvu na štartni črti najhitrejše skupine zvedel, da pač ne bom v tej skupini tekel, ampak bom v eni drugi skupini tekel, ampak to še ne bi bilo niti toliko nič takega, če ne bi izvedel, da je to zrihtal en slovenski trener, ki je pač zrihtal, da je svojega pač noter dal, pa sem jaz izpadel iz te prve skupine, tako da takrat je bila tudi to prva tekma, da sem jaz odstopil, ker pač v drugi skupini potem praktično nisem imel nobene motivacije, da bi tekel. Tudi v drugi skupini sem bil pač najhitrejši, tako da sem v bistvu smešen kot vodilni en krog pred ciljem, pač kar stopil stran. Pa takrat v bistvu je bil to pač začetek konca, v bistvu takrat mi je kar malo dol padalo vse skupno. Pa mislim, da je bilo 14 dni, pa je bil še ta meeting v Velenju, tako da sem tam tekel 3:47, tako da sem pač sam se pokazal, da sem bil res dobro pripravljen, da bi tam lahko dobro tekel, ampak pa sem pa počasi, tako sem pač že delal, druge stvari so se še odpirale, oziroma ni bilo niti časa, nisem bil takrat niti več toliko mlad, tako da pa sem počasi vsako sezono še malo spuščal, pa mislim, da pa tam 2011 zaključil res čist vsaj s štadionsko atletiko in tem, rečemo temu, svojo vrhunsko kariero, čeprav sem vedno govoril, da mi smo bili vsi skupaj eni amaterji, ki se probamo kakor toliko profesionalno obnašati, no, ampak noben saj v rangu tekačev oziroma teh, ki smo takrat skupaj tekali, ki smo se poznali, ni s tekom služil, kvečemu kdaj pokril kakšen strošek, ampak načeloma je bil to neke vrste hobi oziroma neka stvar, ki te je veselila, dokler se je pač dalo usklajevati vse skupaj. No in potem smo kar naenkrat videvali Petra Kastelica manj na stezah, bolj pa podpisanega pod članki na Siolu, kako si se pa kot atlet, ampak vseeno kot ekonomist po izobrazbi znašel v redakciji športa na Siolu, takrat 2007. To je bilo pa tako, da jaz sem v bistvu, ko sem začel, sem bil absolvent na faksu, 1 leto sem bil absolvent, pa sem ga glih malo izkoristil to, da sem se takrat še športom ukvarjal in si lahko s tem statusom športnika brez nekih drugih dokazil 1 leto podaljšal absolventa in je bilo čas, da gremo malo delati. To je bilo v bistvu čisto študentsko delo, tisto plan je bil par mesecev, ne vem, ali pa pol leta, ali pa 1 leto delati, jaz nikoli nisem si takrat mislil, da bo to potem bilo 11 let, no. Not sem pa zašel čistko, ker je moj dober kolega, pa tudi je bil nekdanji atlet Rok Viškovič, ki ga marsikdo pozna kot novinarja, zadnjih 10 let bolj nogometnega kot atletskega, ampak predtem je bil on atletski novinar, je bil tudi kot novinar
Od večjih tekmovanj se spomnim, da je bil v Berlinu na svetovnem prvenstvu leta 2009, takrat je Kozmo svetovni prvak ratal. No, on me je v bistvu, on je že delal na Siolu in je pokrival atletiko in nogomet in je pač, ko so se poznala, je pač predlagal, da pač iščejo malo krepitev v uredništvu in da če bi me zanimalo, da bi jaz z atletiko malo pomagal, pač jaz sem bil za. Uvajanje je bilo dolgo, po mojem, glihene 3 minute, kar pomeni, da sem pač takrat glavnega urednika za šport spoznal, ni imel sploh nekih, kaj dosti vprašanj, je rekel, Viško, ti bo na hitro pokazal, kaj, kako in lahko začneš, tako da sem se tudi dosti, mislim, jaz sem itak poznal iz atletike, pač vse, kaj se dogaja, tako da mi res to ni bilo težko, zdaj pismen sem tudi bil, no, tako da zelo hiter sem pač osvojil vse, kar spada zraven in je bilo tudi tako, da se je v bistvu potem Rok Viškovič, on precej bolj usmeril v nogomet. Jaz sem pa pol prevzel na Siolu atletiko in ja, kakor sem rekel, 10-11 let, v bistvu kar skrbel za ta atletski del portala, kar dosti entuzijastično, bom rekel, no, redko kaj sem spustil, res mi je bilo užitek delati. Tudi tako je bilo, ker smo bili tam na Siolu vsak za svoj šport, kar zagriženi, niti ni bilo nekih navodil, kaj, kako, ampak so te kar pustili in ti si skrbel, kada je to tvoje, kada je on zavihek atletika, je bilo to moje, jaz sem pač hotel, da je vse gor, tako da sem tudi spremljal živo od diamantnih lig, vse večje maratone sem na 5 kilometrov pisal, kaj se dogaja, kdo vod, kako je časno, tako da se mi zdi, da tudi tako, no, tudi odziv je bil, feedback je bil strani atletov, pa to bolj pozitiven, večinoma ljudi je atletiko spremljal na Siolu. Potem pa čas odhoda je pa zadeva, moram reči, malo padla, no. Tudi kadrovsko so vsi mediji malo, vedno manj ljudi je, pa ni več pač na Siolu človeka, ki bi samo atletiko pokrival, no. Tako da malo se pozna od takrat, tako da to so tudi ostali malo videli, no. Lahko pa zdaj na Atletski zvezi malo več preverjajo. Ja, v bistvu, vse, kar si zdaj povedal, potrdim. Mi navdušeni bralci tvojih prispevkov, mimogrede, na hitro sem pogledal arhiv na Siolu, mislim, da je več kot 2500 člankov poteganih z besedama Peter Kastelic, kar je res ogromno. Gledati sem še, kateri bi tvoj prvi članek, kako priročno prvi članek, ki je tam v bazi noter, ima naslov Gorski tekači sklenili sezono, to tega spomin napisal pač mimogrede. Drugi bil o newyorškem maratonu, sem rekel, kako spet priročno, Peter Kastelic, ki je znal izkoristiti, koliko v atletiki vse, kar je dal noter dvojno ven dobiti, super. No, ampak pa sem najdel še en članek, katerem je vmesni naslov, to sem rekel, te moram vprašati, ker se že skozi gibljeva v maratonskih vodah. Naslov tega odstavka je bil, zakaj je danes tako popularno preteči maraton. Ampak tega je res že 10, več, 14 let. A je danes, zdaj, ko se pogovarjajo, po toliko letih še popularno preteči maraton? Ja, mislim, po mojem, da še vedno, čeprav vidimo, da ta tekaška euforija malo popušča, Dobro, svoje naredila tudi korona, malo se je trend obrnil, malo bolj popularni so traili ratali, no, ampak jaz mislim, da še vedno za večino tekačev ali pa nekaj tekačev, ki so se začeli ukvarjati s tekom, imajo še vedno, vsaj za večino bi lahko rekel, da cilj je, da enkrat tudi maraton pretečejo. Tako da, ja, je pa mogoče teh ljudi trenutno malo manj kot 5 ali pa 10 let nazaj, ampak jaz mislim, da tisti, ki pa so, je pa še vedno cilj, je pač maraton pa vedno, tako kot si prej sam rekel, ki je kraljevska disciplina, ima svojo dolgo zgodovino, tako da bo ostal ziher cilj vsakega tekača, pa tudi če se drugače bolj v trail ali pa v karkoli drugega usmerja,
še vedno je preteč maraton. Je nekaj tasga, ki lahko rečeš, da si neko razdaljo pretekel. Zdaj, če ti tam pretečeš 30 km, super, ne, ampak ni, maraton je maraton in bo po mojem še kar nekaj časa ostalo. Kaj pa sveti gral maratonskega teka, tista medalja s 6 krogci, ki jo toliko tekašev tako silovito lovi, Marathon Majorsi, tam pa številke inflacijsko naraščajo kot še nikoli, no, tam se po 500 000 in več ljudi prijavi na prireditev žreb, ki jih vzame 30, 35, mogoče 40 tisoč. Moče tebe kdaj zamikali, da bi pa tiste kljukce delal, ali pa poznaš pa sigurno ljudi, ki jih to vedno bolj zanima? Mene moram reči, da ni nikoli zdaj neki ful prijel, da bi šel to loviti v bistvu, kaj z Berlinom. Imam šele eno od 6, pa dvomam, da bom kdaj prišel če bom prišel do 3, bom že sam sebe presenetil, tako da ne, vseh 6 po mojem ne. Zaradi tega, ker tudi vemo, kje so te maratoni, en je Tokio, to je New York. To so tekme, ki ne greš za vikend, ampak si moraš pol vzeti že malo dopusta, pa to pa moram reči, da ga raje za kakšno potovanje tako vzamem, kakor pa za maraton. Zdaj, recimo pri svojih tekačih smo daleč od tega, no, se mi zdi, da rekreativni tekači imajo cilj, da enega pretečejo. Jaz pač nisem imel nikoli v mojih vrstah, ni bil nobenega, ki bi imel ta cilj. Ampak ja, tisti, ki pa čisto razumem, da če pa si tako, da tečeš maratone redno, pa da pretečeš enega ali pa 2 na let, je pa siguren pač nek cilj, ne, da teh 6 največjih zbereš, pa dobiš tisto medaljo. Ampak ja, pri meni ni bilo niti tako, da bi me malo zamikali, da bi kdaj se šel to. No, jaz pa imam 6 zvezdic Marathon Majorsov, ampak vseh 6 iz Berlina, pa mi tudi to zadostuje, vrh glave jih imam, tako da vsi ostali mogoče mimo grede. Omenjaš svojo pač tudi trenersko delo pri Gibitu, si tudi že več kot desetletje. Jaz sem enkrat celo pri tebi na enem krajšem tečaju tehnike teka. Še počnete to tehniko teka, poučujete, analizirate? Ja, še s tem, da je tako, zdaj mislim, zadnje 2 sezoni, ki je korona, je tega precej manj, no. Tako da prej kakšno individualno, da se kdo javi, pa da bi napolnil zdaj skupino 8 tekačev, da bo prišlo vsak mesec na tehniko, ni bilo, smo bili veseli, da smo sploh karkoli lahko trenirali. Lani je bilo pač prvič, da po zim zaradi korone sploh nismo smeli. Tako da, ampak drugače pa tudi, mislim, tudi te redni treningi, ki imamo 2-krat tedensko, vključujejo pač tudi tehniko teka in vse vajce in to, kar pa še zraven. Zdaj lahko to na tečaju, seveda to na enkratnem dogodku, enemu dnevu pač pokažemo, razložimo, kaj pa kako, ampak tem je predvsem važno, da ti ljudje pač prakticirajo in da so malo pozorni na to, kar je pa bolj precej lažje oziroma bolj pomembno na redni vadbi, skozi izvajamo te vajce, ne. Zdaj tečaj je, da zveš, da veš, kaj je prav, da vidiš, kako se kaj dela. Potem pa sam s tem, ko si prišel na tečaj, še nisi popravil tehnike, tako da je treba pol, to je tista prva informacija, potem je pa treba delati na tem. Prejšnji teden sem Blaža Strožarja od Adidas Runnersov vprašal, kako pomembna se pa njemu zdi tehnika in poučevanje le-te, pa je pol je priznal, da včasih pa morda pri kom lahko sprememba tehnike teka naredi več škode kot koristi, da je pomembna do ene mere, ampak v bistvu je bolj pomembno, da vsak najde nek svoj naraven korak, kaj bi ti pripomnil ob tem, recimo. No, to seveda delno se strinjam, sploh, ko pridejo kakšni starejši tekači, pa reče, jaz že 15-20 let tečem tako, pa nimam nobenih problemov. Zdaj moramo vedeti, da pri tehniki je še vedno glavna stvar je za to, da pač
ne zdaj, da bomo mi čim lepš izgledali, ampak da bo tehnika taka, da pač tudi preprečuje oziroma pač zmanjša možnost poškodb, ne. Tako da, če nekdo zdaj 20 let teče, pa tudi, če ni čisto popolno, ja, se čisto strinjam, ali pa ima kaj malo čuden noge zvija, ali pa čuden stopala postavlja, zdaj, če bomo mi naredili to spremembo čez noč, lahko prej zaradi tega pa pride do poškodbe. Tako da tle je treba tudi malo ceniti na podlagi tega, zdaj, koliko cajta tekač teče, kako tekač teče, pri komu je zdaj smiselno zdaj popravljati, pa koliko popravljati. Definitivno je najbolj smiselno pri tistih, ki šele začnejo, ne, ki praktično iz nule, je fajn, da začnejo pač pravilno teči, ker v bistvu oni bojo šele razvili ta korak in ne vem, zakaj bi začeli napačno, če lahko takoj, če se lepo zanimajo, pa pravilno začnejo. Drugače se pa strinjam, da pač so tudi kakšne izjeme, mislim, se imamo tudi, če pogledamo, tudi vrhunske tekače ne tečejo zdaj vsi popolno, pa vsi pravilno, pa smo imeli tudi kakšnega kdaj svetovnega rekorderja, ki bi pač ne bi dobil glih desetke za tehniko, ampak ja, so izjeme, tako da ja, treba je imeti tle neko ravnovesje vsega, no. Evo, lepo povedano. No, zdaj bom očitno vsak teden vsakega gosta vprašal, kaj si misli o mnenju o tehniki teka prejšnjega gosta, zato da bodo potem gledalci mogli vse pogledati, tisti bo začel pri zadnjem, pa še vse ostale, kdaj je šla zadeva v franže, ne hecam se, seveda mi je to pomembno, zakaj, ker sem tudi jaz to tehniko raziskoval in zato tudi šel k tebi na tečaj in je bilo fajn, sem marsikaj novega izvedel, posebej potem, ko sem prebral tvoj članek na Siolu, ne iščite težav za vaše tekaške težave na spletu, sem rekel, potem moram iti v živo pogledati, ne samo brati njegovih člankov, no evo, priporočam tudi vsem ostalim dobiti. Kje te dobijo? Zdaj pri Gibitu, kdaj imaš vadbe, da še malo reklame naredijo, no? Vendar je Peter Kastelic, znan slovenski atlet, z veliko naslovi državnega prvaka, je pač trener, ki bi si ga marsikdo želel, pa te morda zdaj, se pravi, ni našel ali pa ni vedel, kje te dobi. Ja, mi praktično že 10 let ne spreminjamo svojega termina, kar pomeni treniramo 2-krat na teden, v torkih in četrtkih v Ljubljani, to je od marca do Ljubljanskega maratona, potem pa čez zimo pa samo ob četrtkih 1-krat na teden v Tivoliju z lučkami. Predvsem te zimski treningi niso za neko piljenje forme, ampak zato, da čez zimo čisto ne zaspimo, pa marca vedno začnemo od začetka, ampak da vsaj malo ohranjamo to formo, no, tako da v Ljubljani najdete. Zdaj smo silom prilike smo se mogli, mislim, da v prejšnji sezoni preseliti. Prej smo, mislim, da 8 ali 9 let se vedno zbirali pri Koseškem bajerju, odkar je pa tam tisti lokal Lokus, je pa tako popularen rad, da praktično se tam ne da več parkirati, tako da je res taka gužva, da smo se preselili k živalskem vrtu. Mislim, da tudi nismo edini, ker nas je bilo prej več skupin pri bajerju, pa nas je zdaj več pri živalskem vrtu, ker tam je pa velik parking, tako da to ni problema, pa tereni so praktično ostali enaki, za 1,5 kilometra smo se preselili. Tako da ja, če je kakšen od tekačev, ki bi se nam rad pridružil, lahko pride kadarkoli, ni začetka ali pa da moraš od začetka hoditi, prideš kadarkoli vmes. Je pa tako, da imamo skupine od tistih hitrih, ki tečejo že recimo polmaraton tam od 1:25 do 1:35, pa vse do mi jim rečemo polški, pa ne to, da bi bilo to karkoli zdaj slabšalno ali pa karkoli, so se oni sami tako poimenovali, to so pa tisti začetniki, ki v bistvu res tečejo. Pa tudi zdaj niso več to čisto začetniki, so že vsi toliko, da gladko 6-7 kilometrov pretečejo na trening, ampak ki uživajo, ki se ne marajo goniti, ampak jim je res tek tisti užitek, da nekaj naredijo zase. Ni nič narobe s tem, če imajo malo debatnega krožka vmes, bolj to, kakor da doma z računalnikom ali pa
ali pa da 1 uro del v službi ostanejo, da se pride malo razmigati, nekaj naredijo zase. No, tako da za vsakega najdemo prostor in primerno skupino. Čudovito, super povedano. Od polškov do resnih tekmovalcev, vabljeni vsi v Gibit k Petru Kastelicu, ki sem ga jaz poznal, če se ne motim, 10 let nazaj, nikjer drugje kot na nočni desetki, ker je zmagal, ja, malo kateremu tekaču v Sloveniji to uspelo, kar nekaj državnih prvakov poznam, ki imajo še to zvezico za odkljukati. Ja, in tudi zaradi tega moramo še organizirati to prelesno dirko, da bodo lahko vsaj tam se pomerali. No, ti si zmagal takrat z odličnim časom, mislim, da po 32 minut, pa isto leto, če se ne motim, si zmagal v Palmanovi, ki je zelo popularna destinacija za slovenske polmaratonce s časom 1:08. Impresivni rezultati, Peter, glede na to, da nikoli nisi maral kakšnih dolgih kilometraž na teden ali kako. Ja, v bistvu to je bilo mislim, da je bilo 2011, bi rekel, da je leto. To je bilo glih tisto, ki sem v bistvu končeval zares, ampak ja, vsa ta leta treningov so se očitno še poznala, tako da je bila še forma za kakšne te cestne teke zdaj. Nočna desetka, one tekme se spomnim, mislim, meni je bila nočna desetka itak super tekma, sploh ko se je pojavila ona prva leta, nekaj novega, nekaj drugačnega. Jaz sem nasploh te ulične teke rad tekmoval. Mogoče tudi zato, ker na stezi je bil še vedno je bil čas pomemben, ne? Vedno si imel rezultat na koncu. Medtem, ko tle se pa res tekel bolj, ko ne za uvrstitev, je bilo mogoče malo več lahko tega taktiziranja, mogoče tudi malo bolj nepredvidljivo, kaj se vem, ko sem jaz tekmoval na stezi, nam rekel, da je bilo vedno, ampak načeloma se je vedel, kdo ima kakšen rezultat, kdo je koliko dober, si bom rekel, skoraj že večino tekem bi skoraj že lahko napovedal naprej, kakšen bo vrstni red. Medtem, ko tle na kakšnih uličnih dirkah, pa sploh desetka je taka razdalja, da je mogoče so prišli že kakšni, ki so bolj polmaratonci. Maratonci bodo tudi kakšne steze, malo smo se pomešali, no, recimo podobna zadeva je bila s krosi, ne. Tle pa nikoli nisi točno vedel, kaj, kako, pa si imel, pa eni so na začetku imeli take taktike, da so bolj potegnili, pa eni bolj počas, tako da ful rad sem tekel na te teke, ker tudi na koncu nisi sam pogledal, zdaj kakšen je rezultat, ampak je bilo pač uvrstitev pomembna, no, tako da, ja, tuna tekma je bila pač super takrat, tudi sem se parkrat udeležil, zdaj zadnjih par let sem res manjkal na nočni desetki, pa v bistvu sploh ne vem, kaj je bil razlog, kaj smo se s termini, en let mislim, da se je neki Sočo prekrivali, pa so šli naši tekači raje na Sočo, tako da ni daleč od tega, da tek ne bi bil všeč, tako da jaz upam, da mislim, prepričan sem, da še pridemo, no. Ampak, ja, ne vem, tista sezona je očitno še, sem bil pač še dobro pripravljen, tako da sem dobro odtekel, se kaj drugega ne vem, kaj naj povem, tako da ja, to je bilo fajn, je bilo, mislim, vedno je fajn zmagati, no, ampak tudi tako se spomnim kakšnih teh tekov, ko nočna desetka, vsem, če bi pač naštel, če odšteješ stezo, pa moraš našteti, ne vem, 5 najbolj prepoznavnih tekov v Sloveniji, ne, poleg teh 2 maratonov, mogoče Radenci, pa Ljubljana, pa zelo hitro pride pač nočna desetka, tako da vsem, pač glede na to, koliko je pomemben tek, toliko bolj prestižna je pač zmaga, če tam zmagaš, ne. Zdaj, vmes, ko si govoril, se mi je utrnila ideja, da na nočni desetki je bil postavljen tudi prvi uradni državni rekord na 10 kilometrov na cesti, ki bo potem kmalu že presežen, ampak vseeno, nekako smo počeli piko, pa malo spodbodali atlete, da so prišli se pomeriti tudi za finančno nagrado, no zdaj si mi dal idejo, da naslednje leto organiziram nočno desetko, tako da povabimo vse nekdanje zmagovalce, pa vas damo poseben boks,
pa vam damo 10 minut prednosti, da te zlaufali, pa da vidimo, kdo je debel, kdo je izven forme, kdo sam taktizira in tako naprej. Ja, pa da vidimo, kdo je še sposoben laufati desetko, ne vem, pod 35, ajde pod 33, ker je že kar dober rezultat za upokojene atlete. Ne, hecam se, mogoče pa res, na vsak način. Zdaj le te povabim, Peter, naslednje leto, če bo sreča mila in korona odšla, bomo 25. junija na Bledu spet naredili krog pa pol, pa da vidimo, kje smo, no pa prideš, no, ker se menda ne pokrivamo s Sočo. Pa z nobenim večjim tekmovanjem, pa je tudi z olimpijskimi, ne, olimpijske so bile letos in zdaj si jih ti gotovo spremljal, kot si jih prej Jol, si jih zdaj za imenu Atletske zveze, ker lepo pišeš te članke, no zdaj tisti, ki smo bili prikrajšani za tvoje umetelno pisanje na Jolu, ga zdaj lahko na Atletski zvezi beremo. Mislim, da se je branost pa spremljala tudi socialnih medijev, pa strani Atletske zveze na socialnih omrežjih kar povečalo, odkar ti to zalagaš s temi vsebinami, od vsega, od šprinterjev do ultramaratoncev. Tudi olimpijske igre si pokrival, da jim povej, kaj bo zate najbolj impresiven dosežek, tekaški dosežek teh olimpijskih iger v Tokiu letos. Ja, najprej to, kar si rekel, glede spremljanja. Ja, jaz se zdaj trudim, pač te zadeve smo na precej višji nivo dvignili, no. Tako da tudi število sledilcev se in na Facebooku in Instagramu, kjer imamo te zadeve in na spletni strani močno povečali zdaj, ker ni to edina moja naloga na zvezi, je pač tako, da kakor pač čas dopušča, jaz bi mogoče še malo več teh avtorskih vsebin, mogoče še malo več mladih atletov predstavu, kakor mi pač znese, tako da hočem reči, da je predvsem še prostora, da to še malo dvignemo, no, nismo definitivno še prišli do tega maksimuma, tako da, ja, olimpijske igre pa prvo moram reči, da tisti dopoldanski dele, ki so bili sred noči oziroma zgodaj zjutraj, sem se bolj kot ne pač zbujal in spremljal pač slovenske nastope, tako da, ja, naši atleti so bili super, no. Malo mi je bilo žal oziroma nisem čisto dober sprejel oziroma sem sprejel tako. Klara Lugan, ki je odstopila, to mi je bilo tako, malo sem bil razočaran, vedno tako malo sem gledal skozi, pa se ona to vse sama tudi zaveda, je večkrat pa rekla, no, da mogoče ni bilo prav, ampak tako, če gledam skozi svoje oči, da bi imel pač jaz priložnost nastopati na olimpijskih igrah enkrat, pa se bi tja uvrstil, edin, če bi me en s kopjem glih istočasno zadev, da bi ga vrgel tam čez 100 metrov, bi po mojem odstopil, drugače pa jaz mislim, da drugače pa bi vse naredil, no, da pridem do cilja, zdaj da si na olimpijskih igrah, pa te niti v rezultatih ni, da te sploh v nobeni statistiki ni, je res škoda, res po drugi strani ima pa ona sreča, da je res ena najbolj obetavnih atleti, ne samo v Sloveniji, mogoče tudi v Evropi, tako da res bo imela še priložnosti, no, ampak ja, takrat me ko je odstopila, sem bil siguren, da je nekaj narobe, da je pač nekaj zdravstvenega, no, ko sem na koncu to slišal, da je tudi sama ni iskala nekih izgovorov, je pač rekla, da je bilo enostavno, pač je to težko, pa ni videla motivacije, sem bil pa malo tako, zaradi tega, ker ima ono ne smeš, zaradi tega se ne odstopi. Tako da to ima, da popravi oziroma da upam, da nas bo v Parizu pa vse pozitivno presenetilo. No, tako da drugače pa pač, kaj se jim, še vedno teki na srednje dolge proge mi je najbolj zanimiv gledati, tako da praktično vse discipline, ne vem, bi kaj izpostavil, mislim, vrhunci si vemo, da je bil pač Varholm, tiste je bilo noro, no, tako da ja, vse dosežke, vse discipline praktično spremljam, ampak ja, tekaški obračuni so pa še vedno ono, ki so pa
Verjetno iz tega, da sem pač stekel srednje dolge proge. Drugače pa Slovenci pa vrhunsko, no, vsi od to, da imaš ti na olimpijskih igrah ena Slovenija, ki ima 2 milijona prebivalcev, 3 uvrstitve med 6, pa lahko mogoče rečemo, da niti to ni bil čisto maksimum, če je bilo malo sreče, bi in Čeh in Tina, šute, mogoče je bilo lahko še kakšno mesto višje, Maruša pa itak v konkurenci kenijskih oziroma afriških tekačic, biti 6. na olimpijskih igrah, to je res noro, to si pred leti nismo predstavljali, saj imamo medalje tudi z olimpijskih iger, pač Jolanda Čeplak je bila pač nekaj posebenega, ampak drugače pa kozmos je le druga disciplina, pa ne, da bi bila kakorkoli podcenjevalna, če za vse discipline moraš biti najboljši na svetu, ampak vseeno vemo, da recimo šprinti pa srednje proge so pa tekači iz določenih delov sveta, imajo določene predispozicije in da se pač med njimi tam boriš za res najvišja mesta, pomeni, da si res, res, res dober. Tako da tudi recimo zame, če gledamo za nazaj, je recimo 7. mesto Matica Osovnikarja na svetovnem prvenstvu, mislim, da je bila vsaka sedem. Ja, to je mogoče nekdo sam pogleda 7. mesto, ok, saj je dober, ampak če veš, da je bil edini belc v finalu, pa da prej ne vem, koliko več kot 20 let ni bilo belca v finalu, pa da veš, kakšni so zaradi njega tekali, je to recimo zame en boljših dosežkov slovenske atletike, no, tako od samostojnosti naprej. To je definitivno še boljši dosežek, kot pa če bi se recimo slovenski maraton uvrstil v prvo 10-terico na olimpijskem maratonu, kljub temu, da je tam tekmovalcev delčne več, ampak vendarle. Slovencev letos nismo imeli, kako ti komentiraš recimo te, veliko smo se pogovarjali o tem, norme so šle v nebo oziroma so se znižale nespodobno nizko, vsi smo pričakovali, da se bo dal tudi po kakšnih rang lestvicah še prelez zraven, tudi recimo Primož Kobe in Neja Kršinar sta malo računala 2:11:30 pa 2:29:30, je res noro visoko postavljena letvica, ampak na koncu je izkazalo, da ni bila nič previsoko postavljena za več kot 100 moških pa več kot 80 žensk, kar je bila neka kvota tam. No. Kako ti komentiraš ta izjemen napredek, rekel, svetovnega maratona nasploh, da imaš zdaj že tamle na ducate celo Evropejcev, ki tečejo 2:10 kadarkoli? Ja, v bistvu, če se prvo norm dotakneva, norme so res hude vsak let. Pa ne samo za olimpijske igre ali pa svetovno prvenstvo, tudi za evropsko prvenstvo, za evropsko dvoransko prvenstvo, res praktično. Včasih je bilo dosti za medaljo, tukaj je danes norma, ne? Tako da malo se gre tudi na to, da pač ožajo program, hoče narediti bolj spektakel, ampak to je v bistvu, ne vem, tle so zelo različna mnenja, jaz se ne strinjam najbolj, no, da imaš ti direkt finale, da v bistvu sploh ni kvalifikacij. Res je škoda za neko državo, kot je Slovenija, ne, za neke Američane, njim je vseeno, oni tako imajo svoje kvalifikacije, dosti jih ima norme, oni se pač borijo za ona 3 mesta, ampak pri nas pa tako, že tako vemo, da baza atletov ni zdaj neskončno velika. Imamo veliko teh, ki so ravno na meji, ne, ki jim je cilj nastop enkrat mogoče v karieri na eni taki tekmi, ne, pa se jim praktično tudi tako napredujejo, ta meja vsakič malo odmakne, da bi mogoče v tisti sezoni s tem rezultatom, ki ga postav mogoče v naslednjem tekmi bil not, pa ti zvišajo normo, pa nisi not. In to vpliva pač tudi na motivacijo, ne.
Oni res gledajo predvsem res, da sam na tisti top nivo. Pri nas za Slovenijo je pa kar pač pomembno, imaš ti na eni veliki tekmi 5 tekmovalcev ali pa jih imaš 15, ne. Tako da glede tega je res škoda, no, neke stvari mogoče ne grejo v najbolj pravo smer. Zdaj, drugi del, ki si vprašal glede maratona, je pa zdaj vsega pomalo, ne. Zdaj sam trening bi zdaj težko komentiral, zdaj je res sam trening lahko toliko boljši kakor pred leti, ampak definitivno pa, kar se tiče tega regeneracije in prehrane in to je šlo vse toliko naprej, zdaj ta pika na i, mogoče pa res te superge, jaz nikoli zdaj teh superg še nisem pač probal, da bi videl, kakšna je razlika, ampak mislim, glede na študije in pričevanja tekačev, pač ti res dodajo teh par procentov in ja, par procentov na maratonu je par minut, tako da tako kakor se je recimo svetovni rekord pač premaknil za par minut v zadnjih par letih, so se tudi povprečen rezultat pač premaknil in s tem tudi norma, tako da medtem ko pač čez roko na srce, pri nas pa nimamo toliko maratoncev take baze, da bi rekel, da so se tudi rezultati naših maratoncev premaknili za 2-3 minute, no, tako da imamo Primoža, ki je v bistvu tekel že v Londonu 9 let nazaj. Nimamo nekih novih mladih, ki bi lahko res spremljal njihov napredek, pa bi recimo na njihovih rezultatih primerjal, kako napredujemo, ne. Tudi Primoža zelo težko gledaš, ki je imel vmes toliko poškodb, pa je, pa ni, pa glih začne za novo tekmo, pa že misli, da je, pa spet pride poškodba, pa tako da v bistvu nimamo nekih malo večjega števila, neke mase tekačev, na podlagi katerih bi lahko spremljal ta napredek, ne. Pri nas imamo 2 posameznika, zdaj, če je en niti ne veš, če je zdaj en od 2, ne, meni je bil poškodovan, en je pa manj treniral, pa je tekel 3 minute počasneje, ne moreš reči, slovenski maraton je pa, ne vem, vsi so napredovali, slovenski maraton je pa za 3 minute nazadoval. Ni pač čisto premali vzorc imamo, da bi na podlagi tega lahko zdaj ocenjevali, kam se to premika. Je pa škoda, ker je bilo pač par tekačev, ko so imeli že kar lepe rezultate, saj smo vse imeli na par velikih tekmah, prej itak, ko sta bila še Javornikova pa Kejžar, ampak tudi zdaj te mladi, pa je bila Žana Jereb, pa je bilo, ne vem, v končni fazi na olimpijskih 2012 pa 2016 je bila Daneja, pa je bil še, mislim, da je bila Daneja Grandovec edina. Pa Kosmač je bil, Kosmač je tudi v teku. Ja, pa Kosmač, no nekaj je bilo, ampak očitno premalo, da bi zdaj potegnili to, da bi se zdaj več ljudi pač vrgli pri nas v maraton, pa da bi res enkrat imel, ne vem, 10 tekačev, vsaj, ki bi tekli tam 2:25, saj vemo, da je 2:10 težko teči, ampak mi jih nimamo praktično 2-3 posameznike, potem pa v bistvu pridejo, tako kot smo letos videli na Ljubljanskem maratonu, ker so bili super rezultati, ne, Orešnik Mulej pod 2:30 je super, sam pač vemo, da sta to, mislim, da so to rekreativni tekači, ki so se malo bolj vrgli v to, čisto spet kot entuzijastično, brez neke želje, da bodo enkrat na nekih velikih tekmah, ampak saj jaz tako vidim, da so to, ker se pač sami s sabo bolj borijo, pa svojim osebnim rekordom in res to delajo, ker imajo pač radi tekme. Manjka nam pa še vedno, čeprav se to skozi govori, ampak manjka nam pa sistemski pristop, da bi pač že z mladimi nekako naredili par dobrih tekačev, recimo na 5 pa 10, ker so pol pač potencialno za maraton, ne, tako da bomo videli, kako bo s temi ker so zdaj, kot je Klara, ker recimo res na 5 km vrhunska, 10 tudi na maraton vedno pride, pa dobro teče, če se bo nekoč preusmerila mogoče v maraton, ampak to je spet ena, pride poškodba, pa spet nimaš nobenega. Rabili bi 5 takih, pa bi bilo pa malo bolj zanimivo.
No, zdaj pa, to si dobro si načel, da ti pa vrnem kontro, pa rečem, zdaj te vprašam kot PR-ovca Atletske zveze, kaj pa krovna organizacija lahko naredi, da bo recimo več mladih tekačev, ki se razvijajo na stezi, pa potem probavajo neke uličarke, na koncu ostalo v tem športu onkraj 23. leta in ne vem, garalo v tem, da bo pri 28-32 teklo maraton, recimo na najvišjem nivoju. Kaj se da narediti? Imaš mogoče kakšen predlog ali pa odgovor? Ja, to je predvsem zdaj bolj vprašanje za strokovni svet pa nacionalne trenerje na AZS-ju. Jaz lahko čisto pač svoje mnenje podam, da vse v preteklosti je že bilo. Kejžar je, ki je bil še kot trener malo bolj aktiven, je že neko maratonsko skupino naredil. Pa mislim, da so bili neki rezultati vidni, ampak pol je zelo hitro se to končalo. Predvsem tako, če bi jaz bil zdaj, pa nisem in ne bom, ker niti nimam te želje, ampak če bi bil nek nacionalni trener, bi definitivno za tekače na srednje pa dolge proge bi mogli biti precej več nekih skupnih priprav organiziranih. To bi mogel biti nekdo, ki ni samo zdaj kot trener nek hud strokovnjak, čeprav to je tudi zato, da mu ljudje zaupajo, ampak predvsem nek človek, ki bi pač bil povezovalen in bi nekako znal to zgodbo predstaviti, da je za vse bolj, če skupaj trenirajo, pa tudi, če je to v njih par tednov na let, ampak da bo pač, da bojo vsi s tem nekaj pridobili, ne. Pri nas je še vedno preveč tega jaz nisem razumel, že ko sem sam treniral, pa še danes ne razumem, ampak vsak nek svoj vrtiček, no vsi nekaj skrivajo, kaj kako trenirajo, noben ne bi neki skupaj treniral, pa vemo, da pri teku na srednje dolge proge je to, da imaš ti dobro ekipo, da imaš ti sparring partnerje, da je to skupina, ki skupaj trenira, da je to glavno. Jaz sploh ne razumem, kdaj slišim, da kakšen sam trenira. Jaz bi treniral sam en mesec in pa bi rekel, hvala Dio, to ni zame. In da bi pač bilo, da bi bile organizirane priprave za 14 dni, pa je to ali je v Medulinu ali pa kje drugje, glede na to, da danes na Portugalskem ali pa kjerkoli v kakšnih trening kampih, kjer bi si ljudje res želeli recimo iti pa trenirati, ne vem, v skupini 10-20 najboljših slovenskih tekačev, kjer bi bil čisto za vse plus, a je na koncu važno, da si zdaj tam na eni tekmi enega prehitu ali pa nisi. Če bojo vsi hitreje tekli, pa bojo imeli vsi boljše rezultate, se bo pa potem na eni tekmi zmagal, na drugi, ampak to bi bilo nujno, ker res imamo nekaj mladih tekačev, res dobrih, koliko ne so večina skoncentrirani tam okrog Celja, ker očitno dobro delajo in če bi se še povezali in bi naredili pač priprav, pa da bi se tudi trenerji malo povezali, ker pač veš, da na take priprave bi bilo fajn, da pač nekdo prevzame pa tam vod, ne, da se neke okvirne plane skupaj naredi, potem pa ti prideš in slediš, ne pa da se dogaja, da na trening prideta dva tekača, kar sem tudi že slišal, pa en reče, jaz imam, ne vem, kaj imaš ti, da bo kaj skupaj naredila, jaz imam danes po planu 5x Jurija z 2 minute pauze, jaz imam pa 5x Jurija z minuto 45 pauze, da ne morajo pa vsak po tvoje. Pač na koncu je čisto vseeno, mislim tako, tudi če malo spremeniš plan, sploh po pripravljalni zimski sezoni. Mi smo imeli tako, da smo imeli vsaj enkrat na teden tempo tek, smo imeli na štadionu, vsak je lahko prišel, so prišli gorski tekači, nas je vedno 10-15 vrteli one kroge in mislim, to je bilo to, ampak to bi moglo biti pač tako, da bi bilo praktično, ne vem, enkrat na teden ali pa celo dvakrat na teden bi se mogli vedeti, imaš opcijo, v Ljubljani je trening, dela se to pa to in bi ljudje prišli. In to je recimo že, saj so bile neke pobude, no, samo mogoče treba malo vztrajati. Jaz vem, da je bilo že tako, je tudi Timotej
takrat, ko se Timotej Bečanka je gorski tekač, on recimo je tako, da s tem nima problema. On velikrat je napisal na Facebook ali pa nekam, da bi delal ta pa ta trening, pa če se mu kdo pridruži. In tako. To je zdaj spet pobuda posameznikov. Če bi pa to prišlo, da bi recimo nek trener z neko skupino, ki ima recimo že itak recimo 3-4 tekače, tako dol pa pač malo pusto, da še kdo pride zraven, pa to je pa lahko in mešano, lahko so punce, lahko so fantje in bi si nabrali 15-20 ljudi, ki bi vsaj en trening na teden skup naredili. Jaz mislim, da bi bilo to za vse velik plus. Kdaj kaj tazga realizira, bomo pa videli, to je pa druga stvar. V tej oddaji smo veliko govorili v tej smeri. Zdaj, če se ljudje poslušajo med sabo, mogoče tudi kaj premaknemo. Ti si lepo povedal, tole se strinjam v vseh pogledih. Morda tudi organizatorji lahko kaj naredijo, recimo 2 glavna maratona, ki si menjata državno prvenstvo po Lovički in maratonu sta Ljubljana in Radenci. Meni se res zdi škoda, da saj na take tekme ne pridejo recimo najboljši. Je morda problem, da bi finančne nagrade ali pa kaj drugega spodbudilo recimo smetano, vsaj tiste, ki so, da se enkrat na let pomerijo, pa če ne že na maratonu, vsaj v Polovički in pokažejo malo moče širšemu občinstvu, da so tam, da jih je kar nekaj in da se moče udarijo na domači tekmi, ne samo v tujini. Ja, mislim, dejstvo je, da tako kot sem prej rekel, da večinoma vsi, ki trenirajo, niso profesionalci in res redko kdo, vsaj od tekačev z atletiko pa s tekom, kaj da zasluži. Se pol, to je bilo pa še tudi takrat, ko sem jaz tekel, čim se je pojavila tekma, kjer so bile finančne nagrade, so večinoma kar vsi najboljši se zbrali, tako da ko karkoli gledaš, je neka nagrada še vedno na koncu tista motivacija, ki lahko pač pripelje do tega, da vsi pridejo. Tako da zdaj, ja, jaz sem prepričan, da če narediš ti ulično tekmo pa bogate nagrade, bodo vsi naši prišli. Zdaj, pri maratonu je tako, če ti daš nagrado, saj vemo, da je Ljubljanski maraton tudi ima nagrado za 42 za najhitrejšega Slovenca, sam to je maraton, ne, maraton ni ono, da razpišeš en mesec prej nagrado, grem. Ne, maraton se moraš pripraviti in pri maratonih je malo drugače. Če bi pa zdaj, kar se tiče pa ne vem, 10 pa pol maratonov, je pa definitivno bojo nagrade pač privabile marsikaterega tekača. In ja, je pa tako, da če je to neka tekma, ki je mednarodna, je fajn, da pač organizator mogoče poskrbi, da je saj ločeno to tudi če so nagrade absolutno, da pač to za slovenske tekače se naredi posebej, ker danes vemo, da so že v bližini, že takrat je bilo, ko sem jaz tekel, tako da je dosti v bližini par teh trening campov, imaš ti kenijske tekače in v Italiji, imaš ti kenijske tekače v Avstriji, tako da če boš ti sam razpisal nagrado, absolutno, čim bo to malo bolj mamljivo, bojo hitro prišli, pa pobrali spet tujci, pa spet naši ne bojo imeli nič od tega. Tako da to je zdaj večna dilema, ki se že več let pojavlja, ampak ja, dejstvo je tudi, da to ne rabijo biti zdaj neke ne vem kakšne nagrade. Ne. Praktično v Sloveniji skoraj ni teka, kjer bi ti lahko zaslužil par 100 evrov. Tako da ljudje včasih mogoče tudi mislijo, da ko rečejo finančne nagrade, da morajo biti pa to ne vem kakšne nagrade. Ne. Zdaj, to je, se pravim, če je to par 100 evrov že nagrade, jaz mislim, da bojo vsi, ki so takrat v formi, bodo prišli. No. Drugače pa, sej, tudi sam si organizator, pa približen veš, kaj pa kako, mogoče bolj, kaj jaz privabiti najboljše tekače. Lepo si mi vrgel žogico nazaj, všeč mi je, vidite, spoštovani in spoštovane, moj dragi gost se znajde za kamero, pred kamero, za mikrofonom, pred mikrofonom, ja, zna spraviti zadrego tudi svojega izpraševalca. Ja, obljubim, da bom v tej smeri raziskoval in probal pridobiti tudi kakšno, bom rekel,
zunanjo stimulacijo, da kaj takega izpeljemo tudi na Bledu, kar smo že enkrat probali. Urica pa pol najnega pogovora je že mimo, Peter, pogovarjava se dlje kot en malo boljši rekreativcu teče polovičko. In zato, da najni poslušalci zdaj ne bodo predolgega treninga delali, ker jih tudi ti ne maraš, verjamem, da bo tudi za njih to že kar počas dosti. Te bom samo vprašal, če za konec še malo, ker vem, da se ne spomniš, koliko imaš državnih naslovov, vem, te ne bom vprašal, koliko imaš zmag na tekaških prireditvah, te bom samo vprašal, kjer ti je morda v vseh teh letih najljubša, kjer se pa res rad spomniš, velikih imaš. Tekme ali zmage? Zmage, kaj pa, ja. Ali pa tekme, no kar ti je od tega ljubše, no mogoče pa oboje, evo, tako. Zmage mogoče, vsaj tako, da se spomnim, mogoče res tista Palmanova, ki si jo ti že omenil, čeprav daleč od tega, da je bila to meni nekaj ful pomembna tekma, ampak takrat je bilo tako v bistvu, takrat je bil celo, se spomnim še, mislim, da moj brat na tekmi, ne vem, če je bil na celi moji na športni poti na 2 tekmah zraven, ampak ne vem, kako da je bil takrat, ampak takrat je bilo v bistvu tako fajn, ko so vsi pričakovali, da bo pač domačin, en od Italijanov zmagal in že on speaker je skozi govori in pa so bili vsi presenečeni, ker sem jaz tam zmagal. Še jaz sem bil presenečen, no. Tekma je bila dobra, se spomnim, smo bili par kilometrov še vsi skupaj, pol pa na koncu, mislim vsi, par 3-4 smo bili skupaj, no, pa na koncu v bistvu sem jaz največ moči, pa pač v končni fazi je bil tudi to moj osebni rekord, najboljši čas na polmaratonu, tako da definitivno teh vse tudi na stezi pač se tekme, kjer si postavil osebni rekord, se najbolj spomniš, pa se mi zdi, so ti najljubše. Zdaj, kaj pa vem, zdaj na zadnjih letih malo manj zmagujem tudi, precej bolj redko zmagujem, pač kar je teh rekreativnih tekov, ampak tudi gledam čisto drugače, mi ni, zelo težko bi rekel, da mi je pomembna kakšna zmaga zadnjih 10 let, ker tečem, res čisto drugače gledam na vse skupaj. Ja, super, če sem na stopničkah, še moji tekači so veseli, če tudi meni rata, saj prav, morajo biti malo ponosni na svojega trenerja, ampak jaz pa več ne gledam tako, da bi zdaj, tudi nikoli ne grem, jaz v bistvu med samim tekom v bistvu sploh naredim plan, koliko resno bo šlo, malo vidim, koliko ostali se zaženejo, pa malo med samo tekmo ocenim, a se bo treba ful truditi, pa se pravim potruditi za neko zmago ali za stopničke, ali gremo bolj v easy, pa ne damo čisto 100% iz sebe, tako da res, tako da bi zadnjih 10 let bi težko izpostavil karkoli, drugače pa le, vsaka zmaga je fajn, tudi na nočni 10 je bila fajn takrat, pa ponovadi je tako, večja, kaj je konkurenca, več, ko v bistvu je nekih znanih tekačev, več ti pač pomeni. Tako da, ne vem, če bi res mogel izpostaviti, se dobro spomnim tudi zmage, to je bil, mislim, da včasih je bila uličarka, še vedno je v Ormožu, ampak včasih je bila to tekma, kjer so bile tudi denarne nagrade in se spomnim eno leto, ko smo se zbrali, mislim, da je bilo 40,000, takrat so bili, to še ni bilo evrov, je bilo 40,000 $, glavna nagrada, kar je bilo za takrat ful, ne, in so prišli vsi, jaz sem bil takrat že malo tako, ampak nisem bil še toliko, rečemo temu, prepoznavan, tam malo sem na stezi tekmoval, to je bila pa uličarka, mislim, da je bilo 8 kilometrov in so prišli vsi, da se spomnim, bil in Kejžar, in Kosmač, in takrat so bili še Weber, se spomnim, da je tekel pa Špesno, pa jaz sem bil in tiste je bila res taka dobra uličarka in jaz sem tam zmagal
Moram reči, da takrat je bilo to, kar po mojem so bili vsi kar presenečeni. No. Takrat je bil Kejžar, je bil itak takrat, mislim, še danes je legenda, ampak takrat je bil še tako, da je bil še aktiven, sicer bolj v maratonih, ampak pač ni glih prav pogosto zgubljal takih tekem, tako da tiste se tudi tako dobro spomnim, pa takrat se tako ena recimo od zmag, ki bi jih lahko izpostavil. No. Evo, zdaj sem si zazdal nov cilj za naslednjih 5 let, da premagam človeka, ki je premagal Romana Kejžarja na tekmi. Ko boš imel res slabo tekmo, boš enega spremljal, pa bom jaz mečkam bolj šla prav in te bom premagal. In bom rekel, evo, pa mi ratal enkrat serijskega zmagovalca in zmagovalca nočne desetke premagati. Ne hecam se, seveda te ne bom premagal, ker se ne vem, če zdaj se bo videla na kakšni dirki. Kam pa greš, kjer je tvoja prva tekma, dirka, trail, mogoče čist tako turistična tekaška prireditev? Tako kot sem rekel, zdaj smo bili na Obala trailu v Izoli, zdaj pa to je bila verjetno zadnja letos. Bomo videli, zdaj je tako spet ta korona, pa vsi ukrepi, kaj sploh bo. Ponavadi smo se zelo radi štanjelskega teka udeleževali, mislim, da je prvi vikend v decembru, tako da razpisan je, tako da mogoče priti v Štanjel, če tekma bo, čeprav zdaj bi še stavil nase, no, ampak čez par let, če bom vsak let manj, tako kot je letos, pa če vsak let kakšno kilo dobil, letos jih imam, mislim, da je 4-5 več kot lani, bo pa kmalu tam, no, tako da se bo udarila še na kakšni. Pa sem mislil, da mi že lahko nehal trenirati, ampak evo, čisto za konec mi je dal Peter Kastelec izziv, cel kup mi jih je dal, spoštovane, ja, jaz sem tudi bil pretekli vikend, ampak ne na slovenskem, tu je maraton v Istanbulu, smo bili z veliko ekipo, od tam tudi malo moj bolj počen glas, za kar se upravičujem, kaj pa ja, ni tehnika zatajila, zatajil je pač turški zrak, pa še vse ostalo, no. Peter, čisto na konc, super pogovor tole je bil, res si vzela čas in prav je tako. Dolg časa nazaj sem gostil človeka, ki me je še vse na način malo spominja na te, on je tudi pisec, novinar, pa tekač na srednje proge, Lud Zalokar, ki se je pri 25 tekaškega pokoja vrnil in potem šel na državno prvenstvo, in to popisal potem zelo dramatično v svoji knjigi. On je potem rekel, ko sem ga vprašal, kdaj bo tekel uradni maraton, je kategorično zavrnil to možnost, rekel, da je sam nekaj proval, pa da je to preveč matranja, preveč samo spraševanja. Jaz sem tebe kontra vprašal, ker maratone si že odlaufal. Kdaj boš pa glede na to, da si dober pisec, zelo pismen, elokventen, znaš zgodbe postaviti v lepe okvire, morda ti napisal svojo knjigo v kakšnih tekaških prigodah ali pa kaj drugega? Pa ne, nisem še razmišljal, sem pa, če so glih pri knjigi, glih zdaj na Atletski zvezi končal projekt, ko smo v bistvu šla glih v tisk knjiga ob 100-letnici slovenske atletike, no, tako da sem jo tle veliko zraven, tudi neki tekstov in mojih niso o meni, so o drugih, no, ampak rečemo, da je to sploh nek prvi stik s pisanjem knjige, no. Zdaj oseb, ne vem, dvomim, saj zase zaenkrat dvomim, da je moja zgodba tako zanimiva, da bi kdo to bral. Ampak, ne vem, mogoče se mi pa še kaj zanimivega zgodi v naslednjih letih, pa enkrat bo mogoče dosti materijala, da kaj nastane, ampak zaenkrat si me najdeno tle, nisem še razmišljal v tej smeri. No. Če že govoriš o zgodbah, ja, pred tem pogovorom sem dejal, da imate jutri trening na Gibitu, pa da ne veš, glede na ukrepe, je dovoljen ali ne, tako da morda bo pa jutri dobra prigoda, pa se boš iz kakšnega pripora potem javljal, potem začel osnutek pisati romana Petru Kastelicu in njegovih tekaških prigodah. Peter, super pogovor je bil tole, jaz se ti zahvaljujem globoko. Res sem se zabaval in užival v temle, zdaj moram tole še seveda zmontirati, kar ne bo težko delo, ker
novinarja dobiti na drugi strani, to ne dopušča napak, bo mogel bolj sebe porezati. Peter, kaj ne rečem? Dober trening jutri želim, pa držim pesti, da vam rata. Hvala za povabilo. Jaz moram pa tebe pač pohvaliti in tvoj podcast. No, tako da, evo, če v medijih mogoče malo manj o teku v zadnjem obdobju, si pa si lahko tebe prižgemo na YouTubeu ali pa na Facebooku, pa malo poslušamo, meni predvsem, ker dostikrat se pelem na obalo v zadnjem obdobju, ponavadi takrat si dam slušalke, pa malo poslušam. Če je dosti prometa, pa če je malo gužve, glih cel pride skozi, da ga počas moram malo preskočiti ali pa malo spustiti na koncu. No, ampak pač super, kar delaš, tako da le nadaljuj, pa se vidimo v 155. epizodi. Povedano je. Evo, zahvala gre seveda mojim prečudovitim gostom, zadnji tek si ti, Peter Kastelic je bil tole, 68. epizoda se poslal, jaz sem Marko Roblek, lepo vožnjo vam želim na obalo, pa kam drugem in dober tek, ostanite zagreti, srečno, hvala Pero, se vidimo vsi. Hvala.